Kot je rekla Petra, že res je, v Evropskem parlamentu je bilo to poročilo včeraj sprejeto, predstavljeno tudi na tiskovni konferenci, ki je bila tudi kar solidno obiskana in je doseglo kar zanimiv odziv tudi v evropskih razmerah. Res, da tematika samo po sebi ni tako strašno zanimiva, kot so recimo obnovitev šengenske mehanike ali podobnega, pa vendarle je pa strateško izjemno pomembna za nadaljnji razvoj Evropske unije zlasti v tem desetletju, ki mu je Evropska komisija in nasploh Evropska inštitucija v svoji strategiji razvoja Evropa 2020 namenila pomembno mesto. Kot veste, je ta pobuda, ta dosje Mladi in mobilnost ena izmed 7 vodilnih pobud v okviru tega razvojnega plana, razvojnega načrta Evropske unije za to desetletje. Mislim, da je kar prav, da si Evropa postavila takšne cilje, narediti čim bolj neko ugodno, plodno družbeno okolje za mlade. Predvsem zaradi tega, ker jih prvič primanjkuje in je vsak izpad mladega ali pa vsak potisk mladega na margine družbenega življenja ne katastrofa samo za njega samega, ampak tudi za evropsko družbo, ki postaja vedno bolj ostarela družba. Mi smo za to pobudo poskušali predvsem povedati naslednje. Seveda družben sistem ali pa država ne more dati delovnega mesta ali pa dobre izobrazbe posameznikov, lahko postavlja dobre pogoje, da vsak posameznik si do maksimuma lahko razvije svoje potencijale in talente, ki jih ima. In za to gre. Torej, čeprav je ime Mladi in mobilnost mogoče preveč ozko, se ta pobuda ukvarja še z drugimi vprašanji, kako modernizirati šolske sisteme, da bi lahko bolj služili posamezniku in družbi. Gre predvsem za neko željo, da se hitreje modernizirajo poklicno izobraževanje in usposabljanje. Dejstvo je, da bo Evropa še v tem desetletju rabila 50% kvalifikacij, ki pridejo ravno iz teh šol. Potem pa kako pospešiti proces bolonjske reforme. Bolonjska reforma je ključna, če želi Evropa postati tudi konkurenčna kot učeča se družba, družba znanja ostalim regijam v svetu, zlasti ta hip zaostajamo za Japonsko in pa ZDA, ki povprečno dvakrat več vlagata v študenta kot Evropska unija in Slovenija še bistveno manj kot evropsko povprečje. Torej, želeli pa bi tudi, da se tudi trg fleksibilizira, trg dela in da se ta prepad med šolsko produkcijo in pa potrebami ekonomije in pa družbe nasploh nekoliko zmanjša. Zato je treba modernizirati vsa 3 polja, ki so tako pomembna in ki tako pomembno vplivajo na usodo vsakega mladega posameznika. Okolje ni najboljše ta hip niti v Evropi, nezaposlenost je prevelika, stopnja nezaposljivosti je kar 21%. Zadnja kriza je povečala število brezposelnih mladih iz 4 na 5 milijonov in tako naprej. Še bi lahko našteval recimo negativno okoliščino, v katerih so se mladi znašli. In dejansko so mladi najbolj ranljiva družbena skupina ta hip, veliko bolj kot starejši, ki jim evropski socialni model vendarle zagotavlja neko gotovost. Mladi pa se srečujejo z preveč negotovostmi ta hip, tudi zaradi tega, ker je pač kriza, pa tudi, če ne bi bilo krize, bi morali na vseh področnih politikah mladinskih postoriti bistveno več. Torej, s temi ključnimi stvarmi se ukvarja ta dosje Mladi in mobilnost, torej ne ostajamo zgolj na programih mobilnosti, kot so v okviru vseživljenjskega učenja Erasmus, Grundtvig, recimo Leonardo da Vinci, ali pa kasneje Tempus pa Erasmus Mundus, ali pa Mladi v akciji. To so programe, ki so financirani in ki tako drugače vplivajo na večjo mobilnost mladih. Naša želja je bila, da bi ta dosje vplival ne samo na evropske inštitucije, da bi še utrdile in povečale investicije in utrdile te programe, ampak da bi tudi države članice bistveno več prispevale v denarje in investicije in pozornosti mladinskim politikam. Naj končam z mislijo, vsi tisti, ki so se doslej udeležili raznih oblik mobilnosti, torej ali delovne ali študijske na različnih ravneh v tujini, so konkurenčnejši, so boljši v šoli, so konkurenčnejši na trgu dela in se veliko lažje integrirajo v družbo.